avtoservisu Špajzer Trbovlje vam omogočajo nakup vozil znamke Citroen in nakup rabljenih vozil različnih znamk. So pooblaščeni zastopnik znamke Citroen, opravljajo servis vozil, kleparska popravila vozil, premontažo pnevmatik in optiko vozil. Za več informacij so dosegljivi na sedežu podjetja ali na telefonski številki 03 66 30 170. Citroen. Ponedeljek je dan za Reporter. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Morda niste vedeli. Tokratno oddajo snemamo tako kot nekaj prejšnjih na terenu. Prvič v kakšni izmed trgovin. Ja, zdaj v tem času so trgovine zaprte, ampak ravno za namen našega snemanja je tokrat trgovinica za 1 urico odprta, seveda samo za snemanje. Trgovinica lopari.si. Še vedno lopari.si, Aleš? Še vedno. Aleš, mi da se že kar precej let poznava, kar nekaj oddaj sva še posnela na lokalni televiziji ETV pred leti, ko si bil še ti aktiven športnik. Si še? Zelo malo. Enostavno ti čas ne znese, da bi se še kakorkoli športom veliko ukvarjal, no. Razen nekaj malega rekreativno. So pa ostali fantje, ki ta speedminton, no, o tem, kar sva že večkrat govorila, še vedno peljejo naprej, hodijo po turnirjih in so dejansko res aktivni in tudi uspešni. Aleš, kako se je recimo začela tvoja športna pot? Kdaj si se začel sploh zanimati za šport? Ja, v bistvu se je vse skupaj začelo s tem speedmintonom, no. To je hitri badminton, ne? Ja, Malce tako. drugačen. Mislim, imenujejo ga na različne načine. Speedminton je dejansko blagovna znamka, potem se je preimenovala v speed badminton, pa nekako nismo prišli skozi badminton zvezo, ker jih je pač ta naziv motil. Po novem sedaj se imenuje crossminton. Zato bom rekel, da je šport kot šport poimenovan drugače, blagovna znamka pa še vedno ostaja speedminton. Ampak zelo podoben badmintonu ali pa tudi mogoče tenisu, ampak bolj badmintonu. Tako, ja. To je, bom rekel, še vedno neka mešanca badmintona, tenisa, skoša. Igramo ga lahko zunaj, dejansko tudi bi ga zdaj lahko, ker razdaljo imamo med enim in drugim poljem več kot 12 metrov. Se pravi, zadostujemo nekim pogojem, ki so pač predpisani. Tudi v času epidemije? Ja, sploh pa, če so družinski člani, ne? Sedaj družinski člani lahko mirne duše igrajo, seveda. Imajo razdaljo, imajo zrak, kar mislim, da nam trenutno najbolj manjka, gibanje in v bistvu ne rabijo veliko, no. Nek kompletek, se pravi 2 loparja, žogice, grejo ven, igrajo, se družijo, igrajo, razgibajo in so športno aktivni. No, saj žogice niso takšne, kot so za tenis, ampak so kot peresnice, ne, na nek način. S tem, da so glavca gumijasta, pa še lahko obroček daš, da je še, ne vem, če malce veter piha. Drži. Žogica je v bistvu taka kakor od badmintona, se pravi manjša, težja, zato tudi bolj stabilna, kot si omenil. Z dodatno obtežitvijo rata še težja, še bolj stabilna, tako da tudi veter ne vpliva na njo in imamo super zabavo zunaj. In tudi, ko gre sonce stran, ko se pojavi luna, daš nekaj fluorescentnega v kapico in lahko po noči tudi lepo igraš. Točno. Ena žogica, se pravi nočna žogica, ima prozorno kapico, noter damo to tako imenovano nočno lučko, noter je fluor, ona začne svetiti, igramo v temi, tako da je lahko zabava, da tudi po noči. No, drugače pa potekajo v tem športu tudi tako državna prvenstva kot evropska svetovna prvenstva in med tistimi uspešnejšimi klubi v Sloveniji ste tudi Trboveljčani. Točno. Letos je žal tako, da smo pač te turnirje vse mogli odpovedati. Mi imamo v Laškem vsako leto en res velik turnir za 200 plus tekmovalci. Letos zaradi teh dogodkov smo pač to zadevo mogli odpovedati, ravno tako kot Trbovlje Open, ki ga imamo ponavadi v septembru. Tako da letos smo te stvari mogli odpovedati. Smo pa imamo neki fantov, ki so zelo uspešni so seveda tudi Radečani, tako da bom rekel, na evropskem kar nekaj pomenijo naši igralci. Kdo pa so zdaj špica igralci v Sloveniji, ki nekaj pomenijo tudi v svetu? Pa mimogrede, kakšno pričakovanje, da bi se ta šport znašel tudi na olimpijskih igrah?
Jaz mislim, da do tega, da bi prišli na olimpijske igre, še bom rekel res daleč. Ker sta tenis, badminton. Seveda, pač rabiš neko množičnost, rabiš vse ostale pogoje, da lahko tja prideš. No. Tako da jaz tam v neki prihodnosti zelo kratki sigurno tega ne pričakujem. No. Je pa naših igralcev je pa kar nekaj. No. Recimo zdaj, če bom omenil predvsem Trboveljčane, Jaša Jovan, od deklet Danaja Knez, Lori Škerl, še vedno Jasmina Keber. To so neki tisti, plus veliko teh, bom rekel, mladih, ki prihajajo v zadnji. Kaj pa ti? Ti zdaj že veteran. Prestar. Ni veteranske? Ja. Je tudi kategorija od 40 plus, je pa tako. No. Če nisi redno aktiven, potem enostavno zdaj ne gre več. No. Bom rekel, te mlajši prihajajo v zadnji, ki, bom rekel, trenirajo 2, 3 ali pa še več na teden in dejansko enostavno ne moreš več držati koraka z njimi. Vem, da ti rekvizite za ta šport ponujaš že odkar te poznam, odkar imaš najprej spletno trgovino lopari.si. Kaj pa druge športne trgovine po Sloveniji? Zdaj, jaz prej za ta šport nisem vedel, recimo 10 let nazaj. Tudi zdaj ne morem reči, da zelo veliko oseb vidim, ki igrajo. Tudi na morju, v Dalmaciji sem bolj kot ne sam, vedno vzamem to sabo. Ne? Na obali je to še toliko lepše igrati. Trgovine je kar precej. No. Zelo, bom rekel, zelo močni te naši prodajalci so predvsem mimo vrst ideje oziroma zdaj po novem Shopster in pa tako naprej. Tako da bom rekel, interes obstaja. Na trgu je tudi precej kopij tega, se pravi Speedminton je tisti, ki je s to zadevo začel. Žogice imajo patentirane, se pravi so njihove unikatne, ostale so pač približki. Boljši, slabši, to morajo pač stranke, bom rekel, samo oceniti. Tako da obstaja veliko različic, jaz bom rekel, veliko ljudi vidim, ko igrajo. Ne. Mogoče tudi zaradi tega, ker sem na to mečkam bolj pozorno. Aha. Kaj pa cenovno? Zdaj, meni se to ne zdi ravno drag šport. Ne? Lopar, žogica, pa lahko rečem, da dolgo ostane ena, ne? Se ne trošijo zelo. Torej, ne vem, 40 evrov pa imata že dva. Seveda. Najcenejši, bom rekel, ta fan komplet je že tam pri 30 evrih se začne, potem pa pač odvisno, kako kvaliteto loparjev želiš imeti, pa število žogic, sežeš lahko tudi do 100 evrov. No. Ampak če recimo rečemo v povprečju nek tale komplet, ki je zdaj trenutno pred nama, to je cenovni rang 50 evrov, za dva loparja, za žogice, se pravi za to, da se cela družina lahko z nečem ukvarja, da lahko dva v družini igrata. Torej na enega pride 25 evrov. Ne? Ja, kar se mi ne zdi veliko. Poleg tega bom rekel te loparje, no, če gledam, glede na to, da mi prodajamo tudi badminton, pa so ostalo opremo, če gledam tiste pocen badminton loparje, bom rekel, je to bistveno bolj vzdržljivo kot tisti del loparja. Lahko pa to igraš čisto rekreacijsko, ne rabiš nobenih polj, drugače pa je, ne? Dva pravokotnika, kvadrata. Dva kvadrata, 5,5 x 5,5, 12,8 metrov praznega prostora in enostavno. Lahko pa čisto brez tega. Lahko pa brez tega, seveda. Se postavite dva igrata, v kompletu fan je žogica malo drugačna, se pravi je razrezana, zato da je bolj počasna, se bolj vrti in da jo lahko otroci lažje, bom rekel, kontrolirajo pa lažje igrajo. Leti pa to daleč, ne, da lahko 30 metrov se kar da. Ne? Te je brez problema, bom rekel, igraš na tej razdalji, no, s temi hitrimi žogicami, vmes je ena počasna, bom rekel, za malce krajše razdalje. Aleš, kdaj pa ti nekako začutil, da bi bilo pa dobro tudi to prodajati, različno športno opremo? Kdaj se je to začelo? Ja, ne vem, ko smo, bom rekel, se s tem športom spoznali, nekako je bila prvi korak, če ga želiš v Sloveniji prodajati, oziroma sploh, bom rekel, če ga želiš prodajati v Trbovljah, ki so relativno majhne, moraš iti, bom rekel, ven, moraš iti na splet, brez spleta dejansko ne gre. Takrat smo rekli, ok, probimo nekaj prodajati, dajmo na splet, potem pa se je zadeva razširila na... Takrat, kdaj je bilo to? Mislim, da smo začeli leta 2008, no, in bom rekel, že v štartu smo začeli tudi z spletno trgovino. In kaj si takrat ponujal? V štartu smo začeli dejansko res s speedmintonom plus nekaj malega badmintona, potem pa smo ugotavljali, da so pač potrebe naših strank, tudi tenis, tudi squash in smo enostavno začeli, bom rekel, tudi namizni tenis, potem mizice. Tudi namizni tenis, tako s kompletno opremo, z mizicami, loparčki, lesenimi deli, gumami, vse skupaj. Verjetno so pa potem tisti, ki so pri tebi kupovali loparje, verjetno potrebovali tudi kakšna oblačila, kakšne superge. Ja, a se je to dodajalo potem? Dejansko bom rekel, si ves čas ugotavljal, da rabiš še nekaj zraven, kot si omenil, ne vem, copati za tenis, za dvorano, za karkoli, oblačila za te aktivnosti, ki jih imajo in postopoma se širiš.
na koncu ugotoviš, da rabiš imeti tudi fizično trgovino. Predvsem zaradi tega bom rekel, da saj te lokalni, pa tudi kdo se da iz, bom rekel, okolice, pride sem, preizkusi copate, pomiri oblačila in se lahko odloči. Pa je od začetka težko priti do artiklov, recimo po takih zmernih cenah, ne nazadnje, nisi velika trgovina, ne, nisi na veliko začel, da se ti splača, da na koncu nisi predrag, pa da še vedno nekaj tudi sam zaslužiš, da lahko živiš naprej. Ne. Ja, mislim, predvsem prvo bom rekel, ne prideš z nekim okvirjem, manjšim okvirjem, kakor ga imaš v začetku, ne prideš do teh, bom rekel, glavnih igralcev, pa tudi do teh glavnih igralcev, ne vem, Nike, Adidas in vse ostalo. Ampak nekako začneš, bom rekel, z nekimi zelo specializiranimi, ne vem, za badminton, za tenis, za vse ostalo, potem pa, ko rasteš, lahko ostale stvari dodajaš. Kdaj si pa začutil, da bi bilo pa dobro, da ni to samo po spletu, ampak da lahko tudi kupci pridejo fizično? Vem, da si imel prej nekaj časa trgovino na neki drugi lokaciji. Ja, mi smo takrat, bom rekel, najprej smo imeli na tej preomenjeni lokaciji. Tudi v Trbovljah. Tudi v Trbovljah, nekaj metrov stran v bistvu. Bistveno bolj nekako oddaljeno od središča mesta. Ne? Bistveno bolj oddaljena, sicer super lokacija zaradi parkiranja in vsega ostalega, se pravi za vse ostale stvari. Enostavno so bili tisti, ki so že prej hodili k nam, ker so želeli, ne vem, danes dobiti opremo, so prišli k nam v skladišče. Potem smo ugotovili, da to enostavno v skladišču tega ne moreš jim ponujati na takšen način. Pa smo najprej naredili eno tako mehko trgovinco, da vidimo, kako zadeva gre. No. Potem smo pa kar, bom rekel, nekaj časa razmišljali, da pač smo mogoče malo drinjeni, da nas res najdejo tisti, ki nas zelo dobro poznajo, da pa nimamo nekih naključnih obiskovalcev. No. Aha, zato smo se v lanskem letu odločili. To bo pa v nadaljevanju. Nekaj me še prej zanima, ne? Ko si omenil tisto prvo trgovino, dobro, že tudi prej na spletu sem jaz opazil, da si ponujal ali pa ste ponujali vsi skupaj, ki ste delali na tem, v tej zadevi, tudi veliko igral, športnih igral za tiste najmlajše, od tistih mehkih balinčkov pa drugih rekvizitov. Ja, načeloma so to, bom rekel, vsi neki dodatki ali pa neka oprema, bom rekel, ki je te naši, dobavitelji, s katerimi sodelujemo, ponujajo. In enostavno, bom rekel, smo malo poskušali s tem, malo z onim, predvsem zaradi tega, bom rekel, ker dosti sodelujemo, kot sem prej omenil, z mimo vrste pa z ostalimi in smo tudi preko njih, bom rekel, določene stvari bistveno lažje plasirali na trg, kot, ne vem, preko spletne strani lopari.si, ki je res, bom rekel, zelo specifičen ime in te pelje sam na neke loparje. Tako da smo neke stvari ponujali in tudi to je bil razlog, da smo iskali neko rešitev samo trgovine. Aha. Kdo pa so bili tisti prvi kupci? So bili to res tisti, ki so te že prej poznali preko spleta ali tudi mogoče kakšen naključen? Čeprav si dejal, da tiste naključne si bolj tu iskal na tej lokaciji. Ja, ne, bom rekel, prej smo imeli res, bom rekel, tisti, ki so nas poznali, ali iz badmintona ven, ali iz tenisa, oziroma ki so že pri nas, bom rekel, prek spleta kupovali, pa so bili tle iz Zasavja, pa so rekla, se da tu kje videti, se da kje probati, se da kje potipati. Pa smo jih usmerili, pa so prišli k nam. Tudi, bom rekel, že tudi prej so prišli iz drugih krajev, ne vem, Maribor, Koper, so se pripeljali, ker so pač neke stvari želeli, ki jih pač druge niso našli. No, predvsem recimo squash, badminton, bom rekel, je nekaj tazga, kar bi rekel, da trenutno neko širino res ponujamo izključno mi, no, in so ljudje, bom rekel, zadovoljni, ker lahko pridejo, ker jim svetujemo, ker najdejo nekaj, bom rekel, kar druge ne dobijo. Kako si pa razvijal samo prodajo na spletu? Se je to dosti skozi leta spreminjalo, dopolnjevalo ali je nekako osnova še kar ostala? Gre kupec na splet, naroči, ne vem, potem dostava. Kako je to urejeno? Ja, zadeva je zelo podobna, kot si omenil. Ja. Se pravi, mi bom rekel, skušamo preko nekih marketinških stvari, bom rekel, zadevo lansirati. Naj si bo to Instagram, naj si bo Facebook. Skušamo ljudem povedati, kaj imamo, kaj ponujamo. In preko tega nas potem ljudje najdejo, normalno naročijo, nekateri tudi pokličejo, ker imajo pač rajši takšen sistem naročanja, mi spakiramo, pošljemo. Kako pa je s plačilom? Plačila imajo možnosti ali predračun, po povzetju, kreditne kartice, PayPal, se pravi, možnosti je ogromno. Kaj pa je največ? Največ je še vedno gotovine, se pravi, največ je še vedno po povzetju. Se mi zdi, da ljudje še vedno, bom rekel, to spletno prodajo vse ne zaupajo. S tem, da to malce več plačajo, ne? Ker po povzetju male poštnine zraven. Ne? Ja, niti ne sama poštnina, ampak vedno ti pošta zaračuna neko provizijo, zato ker mora denar pri njih dvigniti, ga nakazati, zato vzamejo pač neko provizijo v nekih, ne vem, %2,
Tako da ni zdaj velika razlika, če se nekdo zaradi tega bolj varnega počuti, seveda, mi s tem nimamo težav. Ne? Najbolj se pa splača kar direkt priti v trgovino, ne? Takrat imaš pa takoj, razen zdaj v tem cajtek smo zaprti. Ja, no sej, to je pa mogoče prednost, ki si že prej znal preko spleta prodajati, da se bi ni bilo težko znova navaditi. No, kako pa je prišlo do odločitve, da si prostore najel v nekdanji trgovini Borovo, ne? Vsaj spomnim se, da so bile tu leta nazaj obutve. Dobro, potem še tudi kakšna druga trgovina. Ja, enostavno smo iskali neko rešitev, gledali smo, kam bi lahko šli, da bomo, bom rekel, bolj na očeh prebivalcem Trbovelj, posledično tudi vsem, ki pride, bom rekel, ali na obisk ali na kakršnokoli prireditev Trbovlja. Do prej se je še lahko, ne? Seveda. Na stari lokaciji dejansko, tako smo prej govorila, si mogel vedeti, da prideš k nam in kam prideš. Tukaj pa zdaj bom rekel dejansko, če stranka pride mimo, pogleda, kaj imamo, se mogoče odloči, stopi noter, vpraša, pogleda, najdemo nekaj, kar je za njih zanimivo. Že sam sprehod nekaj seveda, lahko stori, seveda, ne? seveda. Bližina delavskega doma, knjižnice, muzeja. Verjetno pa si razširil asortiman, ne? Ker spomnim se prej v prejšnji trgovini, je bilo že veliko artiklov, ampak ta je kar precej velika trgovina in če drugega ne, sem opazil tudi nekaj tekaške opreme, pa mimogrede se ti zahvaljujem tudi za pomoč pri Zasavskem humanitarnem teku, da sem lahko treniral v tenisih, ki si mi jih ti podaril, oziroma tvoja trgovina. To je novost, ne? Ja, tukaj smo šli mečkano širino, no se tle mogoče lahko vidijo, ne, se pravi, imamo neki žog, različne žoge, naj si tudi bo to košarka. Tudi znamenita Wilson, ne? Tudi tako. Mr. Wilsona poznajo, ona je sicer tam nek potonila, ki počela, no, ta je cela, nogometne žoge, košarkaške žoge, skiroji, poleti smo imeli tudi super, se pravi, pri teh istih dobaviteljih, ki jih imamo, pač vzamemo tudi te stvari, ki se nam zdi, da bojo zanimive za Trboveljčane, za Zasavce, bom rekel, ki so pač pripravljeni sem priti pa poiskati nekaj zase. Kakšni znani športniki kupujejo? Vem, da eden najboljših svetovnih igralcev namiznega tenisa, Hrastničan Darko Jorgič, se včasih oglasi pri tebi. Darko je kar, pride na vsake toliko časa, predvsem on je na obutu, on da ogromno na te Asics copate, čeprav ima ogromno sponzorjev, mu ta model Asics copat tako ustreza, da ga raje kupi, kot tisto, kar dobi brezplačno, se pravi, da se vidi, da je neka kvaliteta, bom rekel, teh copat. No, mi se res trudimo, bom rekel, v naši trgovini, da imamo copate mogoče višjega ranga, pa bolj kvalitetna, tako da sem prepričan, da si tam lahko stranke najdejo res pravi copat zase. Kaj pa se še vedno največ prodaja tisto, kar je tudi v imenu lopari.si, vse, kar je povezano s temi športi? Ja, sigurno, bom rekel, potem nas najbolj tudi ljudje poznajo, ne. Se pravi, vsi tenisači tle v Zasavju nas, bom rekel, zdaj že praktično poznajo. Badminton tudi, ko se igra, tudi vsi vejo, kje smo. Vsi vejo, da imamo tudi storitev, se pravi, tudi napenjamo loparje. Se pravi, ko ti mrežica poči, prideš k nam, ti jo napnemo, dobiš novo. Ta je sploh brez še, ne? Tak je nov, je še brez, seveda si ga zberaš. Vsi novi so brez? Načeloma so novi ponavadi brez. Tisti boljši. Tako, boljši so ponavadi brez, zato da si ga pač lahko napneš, pa bom rekel, daš noter struno, kakršno si pa sam. In za mene, recimo laika, oziroma ki ne igra pogosto, ga drugače napneš, ne? Seveda, ja. Manj ali več? Predvsem se pogleda, kakšna mora biti struna. Zelo ogromno je odvisno od strune, to bom rekel, imajo ljudje, bom rekel, za moje pojme, kar precej neznanje, no. Če sem čisto odkrit, ko kupujemo nov avto, damo najboljše gume, pa naj stanejo, kolikor želijo. Žogica pade pa dejansko na mrezco. In ponavadi ljudem, bom rekel, ta mrezca ni tako pomembna, kot vse ostalo. Ne, se pravi, tako ko ima avto edini stik s podlago preko gume, ima žogica z loparjem stik preko mrežice. Zato ni vse in kako mrežo damo. Ni toliko pomembna ta firma, ampak tudi firma mrežice. Seveda. Predvsem kvaliteta mrežice, dejansko več plačaš za mrežico zaradi tega, ker dobiš boljši material, boljšo kvaliteto, ki je bolj udobna, ki te bo varovala, da nimaš poškodb roke in bo vse. In kdo recimo napenja? Ti, tvoja žena Andreja? Ja, glavnina je od Andreja, to moram priznati. Glavnina je od Andreja, potem pa te študenti, ki jih imamo. Jaz sem tisti, ki najmanj se s tem ukvarjam, če sem pošten. Ti kaj bolj naročuješ? Ja, jaz sem bolj tisti, ki se ukvarjam s spletno trgovino, ker vsak misli, da spletno trgovino ni veliko dela, no. Pa lahko rečem, da je ogromno, no. Pripraviti slike, so rekli, ko bo prišel splet, ko bo prišla elektronika,
da bo imeli tudi v pisarnah bistveno manj dela, ne? Prej so bili navadni pisalni stroji, pa če zdaj koga vprašaš, reče, da ga je še več. Ne? Ne, dejansko in s spletom in s fizično trgovino z obema je ogromno dela. Se pravi, v trgovini moraš pripraviti cene, artikle razporediti, skrbeti, da je skladišče pripravljeno, da je pospravljeno itd. Na internetu, se pravi na spletu, pa so druge stvari. Se pravi in eno in drugo. Ne? Se pravi, trgovina imaš neko specifiko, splet pa ima neko drugo. Aleš, in komaj je ta trgovina v Trbovljah, v središču Trbovlje zaživela. Že smo dobili ta neprijetni virus in v prvem valu lockdown je bilo praktično vse zaprto in takrat tudi trgovina. Od kdaj do kdaj? Ja, prvi val smo bili mesec pa pol zaprti. Kaj je to pomenilo? Ja, bom rekel tako, mi smo imeli v prvem valu, bom rekel, precej sreče. Kot smo prej govorila, da se ukvarjamo tudi z namiznim tenisom, bom rekel, en zelo zanimiv produkt za družine je namizno-teniška miza. In v tistem valu, bom rekel, je bil povpraševanje po teh mizih nenormalno. Ne samo tiste klasične, ampak tudi pomanjšane. Tudi manjše, ampak mi takrat, bom rekel, nismo niti imeli malih, ker se jih niti ni dalo takrat dobiti. Problem v tistem valu je bilo to, da so bili tudi vsi dobavitelji v tujini zaprti, več ali manj. Tako da kar se je dalo dobiti, je šlo tudi dejansko v 2-3 dneh ven. Tako in da, bom tudi rekel, pomlad se je bližala, ne? Tako. Topel je bilo in so se ljudje lažje odločili mogoče za mislico, kakor se odločijo danes. Čeprav, jaz bom rekel, tudi danes ni nobena razlika. Postaviš jo v garažo, avto daš malo na mraz, družina se rekreira, igra in imaš neko rekreacijo doma v krogu svoje družine. Pa še prepovedano ni, ne? Ne, seveda. Ja. Seveda. In takrat je kaj država takrat pomagala, glede na to, da nekaj stroškov je pa bilo z najemnino, ne vem, s kakšnim sofinanciranjem, s kakšnim plačilom, če si bil na čakanju, čeprav mislim, da ni nobeden tu zaposlen. Kako je s tem? Ja, mislim, mi imamo zaposlene, ne, ampak bom rekel, nismo takrat nič teh stvari koristili, bom rekel, ker pač neka prodaja je bila. Zakon je bil pa nekako tako nastavljen, da si mogel imeti toliko in toliko procentov manj kot v prejšnjem letu, tako da bi mogel imeti zelo manj in če bi imel tukaj manj, dejansko niti ne bi preživel. No. In si se enostavno iskal rešitve, na kak način boš prodajal, kako se boš še več oglaševal, ne pa kako boš iskal neka sredstva, ki bi jih mogel mogoče pol čez en mesec pa spet vračati. No. Sploh, če bi se potem stanje izboljšalo in bil promet višji, ker je pa potem težko je pa vračati, ko enkrat dobiš. Ne? Seveda, tiste je pa še težje kot vse prej. Pa se verjetno pogovarja z drugimi podobnimi, ne, ki se s podobno dejavnostjo ukvarjajo, tudi drugi niso posegli po tem denarju? Ja, nekateri so, no. Glih s tem kolegom iz Ljubljane sva se pogovarjala, on je, sicer mu je takrat prišlo prav, danes ima pa problem, ker je spet zaprt, dejansko bo mogel vračati, ne ve niti kako, niti zakaj. Nažalost teh najemnin, bom rekel, tudi njim niso oprostili, se pravi. Tebi tudi ne? Ja, mi imamo tukaj pogodbo itak z Hrvati, tako da so nam šli sicer malo na roke, ampak večino najemnine smo pač morali plačati. Z enomesečno najemnino so ti šli na roke. Tako, tem drugem delu pa ne, ker kolikor vem, na Hrvaškem niso zaprte takšne trgovine. Točno. Na Hrvaškem je trenutno vse odprt, igra se šport, vse je normalno, tako da v tem trenutku pa oni nimajo posluha za to. Pri nas je pa zdaj, bom rekel, drugačna situacija, oziroma je mrzli, ljudje se ne morejo ukvarjati športom, sploh ne toliko. Tako da je, bom rekel, bistveno drugačna situacija, kot je bila marca. Slabša situacija. Definitivno. Lahko zdaj kaj pričakuješ od države? Boš kaj zaprosil? Jaz bom rekel, da verjetno težko. No. Zato, ker bom rekel, pred tistem, ko se je odprl, je bilo tako, da so te velike trgovine, ne vem, Hervis in ostali bili deli časa zaprti, niso bili tako prisotni na spletu, kot so danes. Takrat žogc pa tega za tenis in te stvari se takrat veliko prodali. Tako da bom rekel, glede na tisto, koliko so rekli... Konkurenca zdaj večja na nek način, ne? Konkurenca je večja, ja. Bi pa mogel imeti celoletni promet toliko slabši, se pravim, da verjetno niti ne bi preživel, tako da dejansko mislim, da ne bomo v nobeni možnosti, da bomo zaprosili za neke finance. Zdaj laično razmišljam, ne? Vidim ogromno trgovin s prehrano, pa tudi z drugimi artikli je odprtih. Ne vem, nekatere trgovine nas lahko gre tudi 40, po kvadraturi verjetno tu 2 ali mogoče 3. Pa te trgovine zaprte, nekatere druge trgovine odprte.
Pa ne vem, pa se mi zdi, da bi država na nek način morala spodbujati ne samo to, da jemo, pijemo, ampak tudi, da se čim bolj v teh malce živčnih časih ukvarjamo s športom, da pridemo in si kupimo recimo tekaške copate, mogoče mizico za namizni tenis, kaj drugega, kakšen drug športni, trenerko. Ja, mislim, tukaj imamo spet vsak, bom rekel, neko svoje mnenje. Ja. Mislim, glede na kvadraturo trgovine bi lahko bili tudi 3 naenkrat noter. Pa se ponovadi ni gužve, ne? In bom rekel, vse glih to se hoče reči. Če imaš ti neko specializirano trgovino, to ne pomeni, da jih bo tukaj not 10. Sigurno jih ne bo 10, ne? Tudi če bi jih mogoče prišli 10, mi bili veseli, bi lahko počakali, ne vem, tistih 50 minut pred vrati, ne? Tako kot čakajo pred drugimi na pošti, recimo, ne? Recimo, poleg tega recimo je pa še ena mogoče bolj banalna zadeva, saj za mene osebno, ne? Spomladi se je igral tenis. Jeseni do pred enega tedna se je igral tenis, ne? Če vemo, recimo kolesarski servisi, ne? So bili lahko odprti, ker servisirajo kolesa. Mi, ki smo pa tisti, bom rekel, ki servisiramo tenis loparje. Ne, ker ti brez... Torej, kolesarski servisi so bili odprti, zraven so pa prodajali lahko tudi kolesa. Ja, ne vem, kako je bilo ta del. Če imaš lahko trgovino odprto, seveda, potem poservisiraš in prodaš. Ne? Posledično, ja. Ne, če ti struna poč, rabiš servis, se pravi, rabiš nas. Mi moramo biti pa zaprti, ne? Se pravi, imamo problem, se pravi, moraš ti naročiti neko storitev, moraš pustiti nekje zunaj enem lopar, da ga mi prevzamemo in potem ga kot osebni prevzem zunaj izven trgovine prevzameš. No? Mislim, zadeva je, bom rekel, res mečkan tako, no? Narejena, bom rekel, ne najbolj optimalno, no? Lahko bi tudi mi, bom rekel, še mogoče mečkan bolj funkcionira, kakor funkcioniramo. No, pa v tistem prvem valu se mi zdi, da je bilo še več govora o tem, ostani doma, ne hodi ven, in so nekateri res ostajali doma, niti niso hodili na sprehode, in se je to po raziskavah, ki so je delali šolniki, pokazalo tudi na fizično pripravljenosti pa spretnosti otrok, šoloobveznih otrok. Se bojim, da bodo rezultati zdaj, ko so še podaljšani ukrepi šolanja nadaljavo, rezultati še slabši, ne? Ja, jaz mislim, da rezultati bodo slabši, ne? Mogoče, recimo, prej si videl, no, mi ponujamo recimo tudi eno opremo, ki je za treninge, se pravi, imamo neko blagovno znamko Pure to Improve, se pravi, oprema za treninge. Od medicink do kolebnic, razne stvari za jogo, za vas ostali trening. Za dnevno sobo. Za kamorkoli, seveda. In to, bom rekel, je naš glavni kupec je tukaj konkretno mimo vrste. Ne? In to je neka oprema, ki jo dejansko bi lahko stranka, če bi lahko recimo k nam prišli noter, zdaj le kuple, bi šli domov, bi doma ljudje med sabo trenirali. Vzamejo elastiko, delajo vaje z elastiko, delajo različne vaje. Se pravi, bi imeli neko dodatno možnost, da lahko nekaj delajo. Ne? Kar je žalostno, ne? Če nikamor ne greš, če si noter, če se nikjer ne družiš, kot si rekel, ne? Bomo imeli probleme, tako mi, kot otroci in vsi ostali. Bomo postali kavčari, ne? Pa čipsari, ne? Ja. Pa spremljali zasedeli se bomo zelo, ja. Bomo edini šport, s katerim smo obavili, s tistim, ga bomo spremljali na televiziji. Ja, točno. Ti si vzameš zdaj tudi kaj časa za rekreacijo, zdaj, ne vem, sprehodi? Ja, zelo malo. Zdaj sem si ga spet mečkan začel, ker mečkan, bom rekel, je treba nekaj početi, no. Ampak sam pri sebi ugotoviš, da je tega vsem premalo. No. Enostavno preveč aktivnosti, preveč stvari bi rad naredil, zato da ne boš nekje, bom rekel, zdaj ostal. Neke stvari je treba pripraviti. Ne. Bom rekel, ravno glih zaradi te opreme, ki sem prej omenil, pripravljamo še neko dodatno spletno stran, ki pač ne bo lopari si, ampak bo tako, kot se na naši trgovini vidi, vse za trening. Se pravi, da bo še neka oprema, kjer boš lahko z njo delal tudi doma, opravljal neke treninge. Se pravi, imamo dost, bom rekel, nekega dodatnega dela. Ime trgovina bo pa ostalo? Trgovina bo ostala, tako kot je, ker tako poznajo, tako. Spletna stran bo pa pač še ena zraven. Kaj pa šola nadaljavo pa to? Ja, tudi. Vidim otroke, kako se matrajo. Tudi sam sem nedolgo nazaj še študiral nadaljavo. Meni osebno je ustrezalo. Kako pa ostalim, kako otrokam, je pa druga stvar. In lahko kaj pomagaš? Ja, nekaj lahko, ja, ampak se mi zdi, da bom rekel, ni to za otroka to. No. Otroci bi mogli iti v šolo, bi se mogli družiti, bi se mogli biti sovrstniki, bi mogli telovaditi več, bi mogli imeti neke aktivnosti. Z nekimi ukrepi, se strinjam, z nekimi ukrepi, ki bi bili pravi, normalni, pa da bi otroci imeli nekaj drugače, ker bi imeli več red, kot ga imajo trenutno. Optimistično gledaš na prihodnost, zdaj govori se veliko
da bodo kmalu dovolila dovoljenja nekatera cepiva za ta koronavirus, COVID-19. Si optimističen? Bomo videli, pustimo se presenetiti. No, jaz nisem ne proti tem, da nosimo maske oziroma da spoštujemo neke ukrepe, niti nisem proti cepljenju. Seveda, eni bodo, eni ne bodo, nekaj bo treba narediti. Mislim, dejansko stanje, kakršno je trenutno, verjetno ne more dolgo naprej, ker potem ne bomo preživeli nobeni. No. Sploh tiste večje firme, ki delajo, ne vem, za kako avtomobilska industrija, ko se pogovarjaš, vidiš, da imajo ogromno težav, ker tega ni. Tako da nekaj bo treba narediti, da bojo ljudje lahko delali, funkcionirali pa tako naprej. No. Da se ne bo drugo leto ponovilo, ne? Spet tretje zaprtje, četrto zaprtje. Ne? Jaz upam, da je to drugo zaprtje zdaj zadnjo zaprtje. Ja, jaz tudi, no. Jaz si tudi tako želim. No. Pa da bomo pač prišli skozi to. Da bodo to trgovino, ne kot novinarsko, ne, pa snemalno obiskali tudi Zagorjani, da bodo kaj kupili, ne? Vse pridejo. Ne smem reči, da ne pridejo. Ampak ne smejo, ne? Če ne bo trenutno žal ne smejo, no, ampak ja, seveda, da bojo prišli. Imaš tudi kupce iz drugih krajev, drugih občin. Seveda, tudi. Aha, pretežno pa Trbovlja? Ja, glavnina je Zasavje, bi rekel. No. Zdaj, veliko je tudi, bom rekel, Hrastničanov, Zagorjanov, Izlačanov, ki pridejo, zato ker nas preko tenisa poznajo, pa pridejo nekaj stvari iskat. Preko leta smo imeli tudi ogromno, bom rekel, od drugot, predvsem po tem mesecu so ljudje radi sami prišli, zato da so jih imeli čim prej, da je bilo čim manj prometa. Nam, bom rekel, je tudi zadeva na ta način ustrezala. Se pravim, predvsem prvi val je bil tisti, da vsi so ugotovili, da bojo ves čas doma, so si želeli igrati namizni tenis, so se želeli z otroci družiti in so se tega poslužili. No, Aleš, mi v naših oddajah pogosto podarimo, seveda ti nam, mi pa potem ljudem preko nagradnih iger na Facebooku, kjer objavimo nagrado in tudi v tej oddaji tisti, ki bojo spremljali, všečkali ali delili oddajo, si pripravijo eno prijetno presenečenje. Ne reče se več speedminton, ne? Kako že? Crossminton. Crossminton. Crossminton, tako kot sem rekel, je pač ime športa. Jaz sem prepričan, da velika večina ljudi to še vedno pozna po speedmintonu, kar je blagovna znamka. Tukaj imamo en ta komplet S65, se pravi 2 loparja, 3 žogice, skupaj s temi nočnimi lučkami, tako da bo dejansko tisti, ki bo dobil, bo dejansko lahko vse skupaj testiral. Aha, torej to bo darilo. Točno, to je darilo. Lepo darilo. Tisti, ki ga bo dobil, upam, da bo z veseljem športa, da bo z veseljem se malo razmigal. Pa tudi zdaj bo to lahko delo, ne? Če bo to mož in ženo, brat, sestro ali pa ožjem družinskem članu. Ja, mogoče bo da pa 2 soseda čez kako živo mejo igrala, ne vem, zdaj težko rečem. Ja, se tudi da, ne? Verjetno tudi, ja. Pa tudi po noči, ne? Ja, samo ne po 9 ne po uri 9, zvečer. tako mora biti pazljivi. Ja, to je pa treba paziti, ne? Ja. Kazni so kar precej hude, no, pa držati se je treba ukrepov, ne? Seveda. Ja, sej, upamo, da je 14 dni, potem bo pa že mimo. Si želimo vsi tako, ja. Tako, ja. Aleš, hvala za vse, kar si povedal, da si nas povabil v ta lep studio, ne? Oziroma lepo trgovino. Hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost in sodelujte v nagradni igri. Srečno! Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse.